V času, ko podjetništvo spodbuja hitrost, rast in predvsem tudi posnemanje uspešnih modelov, se vse pogosteje pojavlja vprašanje, kako sploh uspeti po svoje. Avtentičnost v poslu ni samo ideal, temveč postaja ključ do zaupanja, stabilnosti in tudi dolgoročne prepoznavnosti. Ko podjetnik ostane zvest sebi, svoji viziji in vrednotam, postane njegov posel več kot le poslovna strategija, postane izraz osebne resnice. V današnjem izbranem pogovoru bomo raziskali, kako prepoznati idejo z resničnim potencialom, kako ostati zvest sebi kljub pritiskom okolja in kaj v resnici sploh pomeni uspeti na svoj način. Lepo pozdravljeni, gospod Marcel, dobrodošli. Ja, dober dan. Torej, kako prepoznati idejo, ki ima resnični potencial in iz nje oblikovati poslovno pot, ki odraža našo avtentičnost? Ja, jaz sem se pravzaprav s tem vprašanjem ukvarjal takrat, ko sem se moral odločiti, ali prevzamem vodenje firme ali ne, to je bilo leta 1993. Oče mi je predlagal, ko sem sicer že v enem pogovoru omenil, oče mi je in v knjigi napisal, oče mi je predlagal, da pridem domov, kjer sta imela z mamo obrt, ki je dobro funkcionirala še takrat, se pokrivala in bila pozitivna. Medtem ko je naše podjetje pa zelo šepalo, ker smo izgubili toliko tržišča in tako naprej. In potem sem bil seveda v dilemi. Na eni strani imel sem družino, majhnega otroka, seveda je bilo treba preživeti, v podjetju je bilo toliko nekih negotovosti, ampak potem sem tehtal, recimo, kaj meni bolj leži. To sem že v knjigi se ukvarjal s tem vprašanjem, ko sem videl, da se določene stvari se odločaš enostavno po intuiciji. Ne veš, pravzaprav ni matematičnega odgovora, zakaj si se tako odločil. In potem sem se ukvarjal s tem vprašanjem in sem se vrnil nazaj v svoje rojstvo in potem v mladost in vse. Seveda, takrat se naučimo veliko stvari, od svojih pač najprej od staršev, potem od prijateljev, učiteljev, mentorjev in potem v službi že od sodelavcev. In v bistvu je na tak način se oblikuje tvoja identiteta, ne. Vedno posnemaš neke ljudi, ki so ti po razmišljanju bližje, ampak pravzaprav nikoli v življenju nisem srečal človeka, od katerega bi 100% vse potegnil, bi rekel, ta je pa res. Vsi imamo neke, mislim, upam, da večina pozitivnih osebnosti, ampak tudi imamo tudi kakšne pomanjkljivosti ali pa manj je bila velika pomanjkljivost neznanja. V bistvu še danes, kljub vsemu, da celo življenje se učim, imam še vedno mi vsak dan skoraj mi nekaj manjka, če bi kaj več vedel, bi po moje boljše zaključke prinesel. In potem sem šel enostavno, tako kot sem v praksi velikokrat počel, že preden sem se zaposlil, da sem dal na levo stran, sem dal vedno pozitivne stvari, na desno stran sem dal negativne stvari in potem sem tehtal. Recimo, pomembno je, zame je bilo vedno pomembno, zato sem v končni fazi se tudi šolal, ne samo zato, geologija me je strašno zanimala, ampak tudi zato, pač ne mora biti to vedno samo za lastno zadovoljstvo v bistvu, ker zavedal sem se, da šolanje v bistvu v resnici veliko stane, s tem, da tudi naše starše je stalo, seveda, da so nas podpirali, ampak v resnici imamo še vedno šolstvo dosegljivo, kar ni povsod v svetu tako, ne. Recimo v Ameriki vi morate vzeti kredit, da se izšolate in potem ta kredit še dolgo vračate, ne. Medtem ko pri nas lahko rečemo, da je šolanje skoraj zastonj. Ni čisto, ampak skoraj pa je. Vedno sem se ukvarjal s tem, da pač moram družbi nekaj nazaj vrniti, ne. Tako kot sem podobno moja edina štipendija, ko sem jo kdaj imel, je bila zadnji 2 leti študija v podjetju Kremen in sem še danes čutim hvaležnost podjetju, da to je bil moj pač prvi nekje tak denar, ki sem ga mesečno dobival. Saj vmes sem tudi kaj delal, ampak to ni bilo redno in vse in zelo skromno, no, da rečem tako. Drugače pa so me podpirali pač starši dolgo časa. In potem sem
to je ena od zadev, da pač se ne mora človek svojega življenja preživeti, pa da nič ne bi, da bi od družbe samo nekaj dobil, pa nič dal. Mislim, to vprašanje sem jaz že skoraj v otroštvu razčistil. Vedno sem si želel biti koristen, in čim bolj koristen v resnici. Koliko bom koristen, pa pač ne veš. V praksi pač poskusiš. In potem so še druge zadeve, oziroma pri tej koristnosti gledaš tako, ne. Če bi prevzel obrt, tam sta bila dva zaposlena, mama je bila tudi je živela od tega, seveda, vedno so starši plačevali davke, ker so delali za firmo, pri nas nikoli nič ni šlo na črno, niti v privat obrti, niti v podjetju. Vedno smo vse davke plačevali, ker smo se tudi v končni fazi zavedali, saj država mora od nečesa živeti, saj imamo šolstvo, zdravstvo, vse ceste in tako naprej. Nekdo mora to financirati. Pravilno je, da vsi prispevamo k temu, vsi, ki pač to koristimo, ne. Tako da potem sem tehtal, recimo, kje bom naredil več koristi. Ali prevzamem vodenje podjetja, v katerem je bilo takrat še čez 100 zaposlenih, ali prevzamem malo obrt, kjer pač sta bila dva, pa recimo, da bomo štirje. Že takrat sem vedel, da mi to ne bo zadoščalo, ker imel sem veliko energije in sem vedel, da bom pač, če prevzamem obrt, jo bom šel razvijati. In potem sem tehtal, koliko časa pa mi bo to vzelo, preden bom jaz razvil na nivo, ki ga je podjetje Kremen že imelo, ne. Sem videl, da bo to trajalo 10, mogoče 15 let in tako naprej, in se mi je zdelo škoda. Sem rekel, boš, da mi zavihamo rokave in skušamo to firmo obdržati, kjer je že toliko zaposlenih, prvič bomo rešili te zaposlitve, in bomo pač na dolgi rok, ne vem, podjetje z 100 zaposlenih takrat, ko gremo gledat knjigo o zaposlitvah, pa je v bistvu skoraj 2000 ljudi penzijo dočakalo v tem podjetju, ne, kar spet ni. Potem sem gledal, recimo, koliko prispevamo za državo, ne. Seveda, če ima neka obrt, pač par zaposlenih, bo dala toliko in toliko. Neko podjetje, ki ima 100, bo plačalo toliko več, ne. Kakorkoli sem obračal, se je tehtnica nagibala temu, da prevzamem vodenje, kljub vsem rizikom, ki so takrat bili, ki seveda so bili zelo veliki, sploh zame, ki še nisem imel 33 let in z zelo malimi izkušnjami in tako naprej. Sploh nisem poznal nekih bančnih in teh struktur, ki jih je podjetje tudi potrebovalo. Potem pa je bila še tudi dodatna zadeva, je bila narava, ne. Vedno mene v osnovni šoli smo velikokrat sadili drevesa in že takrat sem usvojil to filozofijo, kako so drevesa pomembna, da je to pač so praktično pljuča sveta, ker brez, saj vemo, da drevesa porabljajo CO2 in dajo kisik, ki ga potrebujemo za dihanje in tako naprej. In sem gledal, kaj je bolj, ne. Mislim, starši so delali, obrt so predelovali plastiko, sicer tudi za pomembne stvari, tudi za avtomobilsko industrijo že takrat in vse, pa vendar plastika mi ni, to ni daleč od tega, da je bil to čisto, to je predelan, to je podobno kot izjemno procesirana hrana, ki vemo, da ni preveč dobra za telo, ne. Bolj je tistim osnovnim surovinam boljše za telo, ampak tudi za naravo podobno, ne. Potem recimo sploh nisem imel kaj razmišljati, podjetje Kremen vse dela iz naravnih materialov. Kremen je popolnoma naraven, ne samo to, da tudi koristi za čiščenje vode in tako naprej, da ne naštevam naprej, ker sem to opisal v knjigi. Torej je bila tudi ta pomembna tehtnica nagnjena na to stran in v bistvu jaz mislim, da je to, potem je pa še nekaj, ne. Primerjaš, potem ko vse to primerjaš, torej se zavedaš svoje identitete, torej kaj ti je pomembno, kakšne vrednote imaš in tako naprej. In potem gledaš, kakšne vrednote, kakšno identiteto pa ima podjetje ali pa obrt ali pa pač kjer boš delal, ne, in v bistvu sem videl, da sva si s Kremenom precej podobna, ne, in potem, ko ti združiš, če ti uspe združiti te dve identiteti, potem sploh ne rabiš več razmišljati, potem veš, da si na pravi poti, veš, da boš naredil nekaj koristnega, da bo tudi podjetje naredilo nekaj koristnega
In potem je pač to odločitev. Na ta način prepoznaš, kaj bi bilo zate boljš, kaj bi bilo pa mogoče malo manj boljš. Saj jaz vem, da bi tudi v obrti bi preživel, verjetno bi tudi sledil. Jaz sem celo sem razmišljal, da bi moj profesor, za katerega sem delal, sem ga tudi v knjigi omenil, in velik moj mentor, mi je predlagal že za časa študija, ker je pač videl, da imam neka nagnjenja, da bi vrtal za avtoceste, ki so se takrat so se šele pripravljale in se je veliko vrtal za traso avtoceste. In mi je rekel, pač, glej, Marcel, to boš prvič boš naredil koristno delo, verjetno boš dobro zaslužil in vse. In jaz sem potem predlagal staršema, da preusmerimo podjetje v to. Povedal sem točno, koliko denarja rabim in vse, ampak mama še ni bila čisto v pokoju in tako naprej in nekako se nisem, oče je bil takoj, zato mama pa ne. In potem sem se pač odločil, da tako kot sem se. Kdaj se podjetnik najtežje drži samega sebe in kako v bistvu ohraniti to svojo avtentičnost in resničnost v času konkurence, pritiskov in tudi seveda zunanjih pričakovanj? Ja, jaz mislim, da imam odgovor na to vprašanje, vsaj kar se mene tiče. V bistvu seveda je ljudje, pač višja kot je odgovornost, več imaš praktično teh preizkušenj, da rečem temu tako, ne. Bolj moraš imeti neko hrbtenico, v bistvu, saj težko je reči, da se nič ne prilagajamo, ker se moramo v resnici permanentno, non-stop prilagajati, ampak določene stvari pa ne pustimo, da nam diktira zunanje okolje, pač, ker potem bi, jaz mislim, da tudi velikokrat bolezni izvirajo iz tega, ker ljudje pač grejo preko sebe in potem, ne vem, izgubijo samozavest in tako naprej in se vemo, da gre potem v spirali vse navzdol. Tako da v bistvu na preizkušnji smo skozi, kot ste že sami omenili, od konkurenca te prisiljuje. Mi recimo nikoli nismo delali nekih bližnjic, nikoli se nismo posluževali nekih trikov, da tako rečem, poslovnih, nikoli nismo imeli slabih reklam, recimo, da bi zavajali z reklamami, to ni prišlo v poštev. Tudi ena od pomembnih stvari je bila zame to, da nikoli nisem rabil prodajati megle, po domače povedano. Saj verjetno veste, kaj to pomeni. Vemo, da veliko ljudi to počne in v bistvu to znajo zelo lepo zavijati v celofan. Mi te potrebe nismo imeli, zato ker smo proizvajali materiale, ki jih res družba potrebuje. In še ena zadeva, ki je bila recimo tudi mogoče sovpada k temu vprašanju, če se spomnite, ko je luč sveta ugledal evro, takrat smo recimo vsi kalkulirali v nemških markah, zato ker če bi kalkulirali v domači valuti, ki je bila toliko podvržena inflaciji in nihanju, sploh ne bi imeli prave slike. In takrat je zelo veliko podjetij izkoristili in so kar, če so imeli recimo prej 30 nemških mark ceno, so potem šli kar na kakšnih 58 pardon, na 28 ali pa 30 evrov, kar pomeni, da so skoraj podvojili ceno, ne. Če gledamo, pri našem podjetju mi smo točno natančno kalkulirali, to kot je bila, ne vem, 264 celih, pa ne vem, koliko je bil teh tolarjev, je bil 1 evro. Do centa. Preračunali, ja, do centa v bistvu. Nič se ni spremenilo, ker to je bila v bistvu goljufija, kdor je to delal. Ne, izkoristil vse, zato pa je taka inflacija in tako naprej. Vse, kar pač nekateri počnejo, drugi pa morajo pol slediti, če ne bi propadli, ne. Medtem, ko je zanimivo to mi je bilo izjemno zanimivo, da je to skoraj po celem svetu, podjetja, ki se ukvarjajo s kremenom, so sledila isto kot mi. Niso zlorabila situacije. To mi je bilo izjemno pomembno in to je bilo tudi, sovpadalo tudi z mojo identiteto, ne. Jaz nikoli ne bi zlorabil neke zadeve. Tako da, kot sem že povedal, zavajali nismo nikoli.
potem je recimo uspeh, ne. Uspeh podjetja je izjemno delikatna zadeva, ne. Sploh če je večji, kot se pričakuje, ne. Kar se zgodi, vsakih nekaj let pride kriza, vsakih nekaj let pride izjemen uspeh, recimo. Če kakor toliko normalno podjetja funkcionirajo in sledijo nekim normalnim ritmom. In takrat je recimo izjemno pomembno ostati trezen, da te uspeh ne zlomi pod narekovajem, ker če pogledamo, vemo, da imamo celo enciklopedijo podjetij in ljudi, ki so propadli potem za to. Ker so pač videli, zdaj, če lahko skočimo toliko visoko, saj bi lahko še bolj in tako naprej. Začnejo se ukvarjati z raznimi stvarmi, nekateri celo zaidejo v droge in tako naprej, ne. Tako da nas to ni nikoli, bi rekel, zamajalo, ne. Vedno smo vedeli, če smo letos uspešni, poravnamo vse za nazaj, kar lahko, in naredimo neke rezerve za naprej, ker vedno smo vedeli, da bo spet, saj veste, to gre od ene strani v drugo, ne. Pač tako je, tako je življenje. V Ampak ciklusih najhujše se je vse vse odvija, ne, v bistvu, ne, v ciklusih. tako, v sinusoidi, ja, tako. Tako. Ampak najhujše se mi je pa zdelo od vsega, recimo navajen sem bil na, kot ste rekli, konkurenco. Tudi smo imeli določeno konkurenco, ki je uporabljala tudi trike in tako naprej, mi tega nismo delali. Ne glede na izid, ali bi dobili posel ali ga ne bi dobili, se enostavno tega nismo šli. Tudi jaz nikoli v svoji praksi nikoli čez konkurenco nič nisem rekel, ker praktično bi s tem sam sebi v skledo ploval, ker bi svojo panogo v bistvu tlačil nekam, kamor ne bi rad. Tako da nismo se bali konkurence. Vedel sem tudi, recimo, tudi z državnimi raznimi birokrati smo se, z enimi smo imeli odlične izkušnje, z enimi nikakršne, ampak nekje sem pričakoval, da odzunaj bojo bolj nagajali kot pomagali, da tako rečem, in vse. Tudi to, da bo našega podjetja pač nekateri hoteli izžeti čim več, vključno z državo občasno, ne. Ampak ko pa sem se srečal recimo s tem, da so pa bili moji sodelavci nezadovoljni ali kaj takega z kakšnimi ukrepi, takrat je bilo pa res težko. To je bilo v bistvu najtežje, ker vedno sem se trudil, pač saj veste, ni bilo vse v mojih rokah, pač v mojih rokah je bil samo en del tistega, kjer pač nisem smel popustiti občasno in tako naprej. Velik del sem se moral prilagajati, in ko smo dobili napade, pač recimo, če je prišla kriza, saj nisem imel kaj narediti, saj nisem imel čarobne palčke. In recimo, ne, če te potem nekdo, recimo, vemo, vam bom en primer povedal. Pokojnine so bile včasih 90% plače, neto plače. Potem so bile 80, pa 70, pa 60, pa potem so prišli na neki 53. In v bistvu, če sem gledal, naše plače so pa ves čas rasle, in to, ne vem, v 10 letih je bilo tudi 40, 50% recimo. Ampak pokojnino bi zaposlen dobil pa nižjo kot prej, zaradi tega, ker so šli pač odstotki toliko dol. In enkrat mi je prinesel en sodelavec in mi vrže na mizo, glej, vidiš, to imam, ne. Jaz nisem bil za to nič kriv. Mi smo dvignili plače, kakor smo lahko in tako naprej, ampak so se te odstotki pokojnine zniževali bolj hitro. Torej sem bil okrivljen za nekaj, kar nisem nič, jaz sem prispeval v pozitivni, ne v negativni smeri. V takih trenutkih je bilo pa izjemno težko, in takrat sem pa tudi kalkuliral, ali ostanem ali naj rajši grem, ker včasih mi je tudi bilo dosti vsega. To nekje, mislim, da sem bil kar dolgo z odgovorom, ne vem pa, če sem vam odgovoril. Ja, ja. Ja, prevzeti odgovornost, ne, ampak ne za vse, a ne, samo za tisto, kar v bistvu sami prispevamo, a ne, k enemu podjetju. Kaj pa po vašem mnenju pravzaprav loči tiste, ki resnično uspejo po svoje, od tistih, ki v bistvu le sledijo pravilom igre drugih? Ja, v bistvu je
kot sem že pri prvem vprašanju omenil, ne, če se ti identificiraš lahko s podjetjem, Mhm. potem, potem ti delaš lahko tudi takrat, kadar ti manjka znanja ali pa nimaš pač vseh odgovorov, lahko delaš po intuiciji in zanesljivo veš, nekje čutiš, da ne boš veliko zgrešil in to. Medtem ko sledilci nikoli ne morejo delati po intuiciji, ker ne vejo, oni pravzaprav niti ne vejo točno, kje se nahajajo. Nimajo Mhm. zato nimajo samozavesti in tako naprej. In v bistvu oni lahko dosežejo nek vrh, od tam naprej pa ne sežejo, enostavno ne gre, nimajo idej, nimajo inovativnosti in tako naprej, ker pač v resnici ne živijo s tem, ne. Mhm. Živijo pač, ker morajo to delati, kar delajo, pač ali jih je nekdo porinil tja, ali so sami želeli, pa mogoče so tudi preskočili v bolj prevelike čevlje in tako naprej, ne, in zato tudi morajo slediti, ker niso toliko noter, bi pa mogoče lahko to primerjal tudi recimo v glasbi, ne. Saj vemo, da v glasbi, če ne vem, vsi se lahko naučimo do nekega nivoja, ne. Se da naučiti, tudi če imamo malo manj posluha, se še vedno da. Ne mogoče v takem obsegu, ampak tudi v bistvu, če je veliko vaje in to se doseže kar visok nivo. Ampak vemo, da pa samo talenti presežejo ta nivo, ne. In podobno je tudi tukaj. Sledilci nikoli ne bojo dosegli tega, kar Torej, avtentičnost in pogum, da delamo po svoje, ne, to bi nekako bilo, vodilo, a ne, da znamo prepoznati, kje smo, a ne. tako. Hvala lepa, gospod Marcel, upam, da bo današnja tema spodbudila v bistvu vse, ki nas bodo poslušali, da iščejo nenehno to ravnovesje med notranjo resnico in tudi zunanjim uspehom. Hvala lepa. Ja, hvala vam tudi za lepa vprašanja.